Marsikdo bi se vprašal, ali je res potrebna prenova stanovanja v bloku, ki je star komaj 8 let. Ampak vsak zakaj ima seveda tudi svoj zato. Domišljeno in lastnikom na kožo pisano prenovo so zasnovali in izvedli v medvoškem studiu Celovito. V razmeroma novo blokovsko stanovanje so prišli novi lastniki s svojimi potrebami in željami ter si ga popolnoma prilagodili z novim tlorisom. Tudi v bloku lahko ustvarimo prostoren dom z igrivo najstniško sobo. Dobro opravljena naloga je najboljše zagotovilo, da bo naročnik tudi naslednjič poiskal istega izvajalca. In tako je bilo tudi pri prenovi tega stanovanja. Prvi stik s to družino je bil že pred tem projektom. Zaupali so nam namreč že prenovo kuhinje in kopalnice v prejšnjem stanovanju in ker smo imeli skupaj dobro izkušnjo, so se potem odločili, da grejo v prenovo novega stanovanja skupaj z nami. S prenovo, prav izvedbo, smo začeli v mesecu februarju, končana je bilo pa v juniju. Se pravi, nekaj 4 mesece je trajala prenova, samo projektiranje pa nekoliko dlje časa. Zanimivo je, da je sama izvedba prenovitvenih del trajala manj časa, kot pa snovanje načrtov za prenovo. Predvsem je z naše strani zaželeno, da se vnaprej vse dobro premisli, da se lahko naročnikom prikažejo rešitve in da se imajo tudi možnost oziroma dovolj časa, da se odločijo, za kakšne stanovanje se bodo potem, kaj se bodo odločili, kakšna bo prenova. Marsikdo bi se vprašal, ali je zares potrebna prenova stanovanja v bloku, ki je star komaj 8 let, a vsak zakaj ima svoj zato. Lastniki so kupili to stanovanje od družine, ki je imela 2 otroka, tako da je bilo stanovanje prilagojeno večji družini. Ta družina ima eno hčerko, tako da smo nekoliko prostore združili, jih bolj odprli, naredili bolj svetle, tako da bistvena sprememba v stanovanju je ta, da smo porušili nekaj predelnih sten in prilagodili stanovanje lastnikom. Najkorenitejša sprememba je sigurno povečava dnevnega prostora, ker smo jo združili s hodnikom, tako in pa premaknili smo steno proti otroški sobi. Tam sta bile 2 manjši sobi, ki smo jih združili v eno študijsko sobo. Na začetku so si želeli imeti dnevno sobo nekoliko bolj ločeno od ostalega dela, od hodnika in od kopalnice. In so rekli, da pa želijo stekleno steno. Zdaj so rekli, da mogoče ta stena niti ni potrebna, ker so kopalnice tako lepe, da jih ne moti pogled sedežne garniture v kopalnico. No, predhodna kopalnica je imela masažno kad in ta je zavzemala res veliko prostorna, bila je kotna izvedba kadi in novi lastniki niti niso želeli imeti kadi, hkrati pa je prostor bil tako majhen, da smo se odločili, da gremo v tuš kabino, ki je tudi za mogoče starejša leta bolj primerna, ker je enostavnejša za uporabo. Hčerka študentka je imela seveda možnost sooblikovati svojo sobo. Vsekakor je sodelovala pri svoji sobi, podali smo ji predloge, sama je povedala, katere barve so ji všeč, tudi kakšen stil, tako da smo se s tem prilagodili tudi z samimi rešitvami. In soba pač mora odražati tudi uporabnika, zato smo se tudi malo bolj poigrali z njo. V prvi vrsti je bilo tako, da je bila soba zasnovana za dekle, ampak je bila lastniku tako všeč, da je rekel, ko se bo hčerka odselila, da bo to njegova soba. V bistvu so vsi dodatki v prostoru, ki nekako naredijo prostor igrivi in se jih da hitro odstraniti, zamenjati. Je pa tudi soba, kot sem rekla, primerna za neko delovni kotiček, študijsko sobo, tako da tudi lastniku je bila všeč in mislim, da bo ostala v veliki meri takšna, kot je. Izbira barv v stanovanju je premišljena, kar poleg ostalega priča o tem, da so sodelavci arhitekturnega biroja Celovito upoštevali številne vidike prenove, ki vplivajo na končni vtis. Lastnikom je bila zelo všeč ta naravna paleta barv, tako da smo se s tem prilagodili z izborom
lesa, hrasta, odtenka sive barve in kombinaciji z belo. Taki prostori delujejo zelo sveže, hkrati smo pa s stilom, ki je mogoče na nekaterih delih bolj domišljen, se pravi več detajlov, pričarali malo več domačnosti v prostoru, da ne deluje prostor zelo minimalistično. Recimo, kje se to opazi? V kuhinji, na ličnicah kuhinj imamo sestavljene ličnice, potem detajli, kot so okrog hladilnika, taki leseni zaključki, kot to so nekateri poudarki, ki dajo malo bolj bogato noto. Med zanimivimi detajli notranje opreme so posebne keramične ploščice. To so metro ploščice, ki so večinoma prisotne, ali pa bile včasih, v podzemnih železnicah, na podzemnih železnicah, ja. In smo jih vključili v interjer, ker so klasične, moderne in pa hkrati večne. K razpoloženju v stanovanju prispevajo tudi umetniška dela, za katera ni vseeno, kje visijo ali stojijo. Ja, imeli so nekaj slik in grafik iz svoje kolekcije oziroma zbirke, tako da smo jim pomagali te njihove izdelke preokviriti in na novo postaviti v stanovanju. Zdaj krasijo in dajo piko na i, tisti osebni pečat samim prostorom. Lastniki stanovanja v Kranju se v prenovljenem domu dobro počutijo, kar je za snovalce prenove največje zadoščenje.